našli kak zaklad? Če ja ali ne, poslušajte zgodbo Zaklad pod hribom. Na hribu Leše so v starih časih živeli leškirji, ki so bili znani po tem, da so se radi jezili na vreme, sosede in celo na pravljična bitja, ki so tam prebivala. To so bile žolžene, vilinci, velikani ajdi in pegasti konji. Med leškirji je živel tudi Nemir, ki je bil vedno godrnjav in nezadovoljen. Nekega dne ga je nekaj pikalo v podplat, zato se usedel na štor, da bi pogledal, kaj ga moti. V tistem trenutku se je na jasi zasvetilo in pred njim se je pojavila lepa gospa, žolžena z lasmi, svetlimi kot sonce. Žolžena je iskala svojo zlato iglo za lase, okrašeno z rdečo vrtnico. Nemir, ki je rad iskal stvari, se je ponudil, da ji pomaga. A ko si je sezul čevelje, ugotovil, da ima iglo kar v njem. Žolžena je bila zelo vesela in mu je v zahvalo obljubila nagrado. Zaklad, zakopan prav tam, kjer sta stala. Potem je izginila. Leškir Nemir je takoj začel kopati. Kopal je dolgo in vztrajno, dan in noč, ne glede na mraz, utrujenost in lakoto. A namesto zlata je našel le črne kamne. Ko se je že skoraj razjezil, se je za njim pojavil pegasti konj Pikec, ki je bil pravljično vitja in lastnik tistega pašnika. Sprva se je jezil, ker mu je leškir uničeval travo, a ko je slišal, da pod zemljo leži zaklad, se je odločil, da bo pomagal. Dogovorila sta se, da si bosta zaklad razdelila. Prvo kepo kotalimo, da za okroglо glavo bo. Nos korenček posadimo, gumbek črni za oko. Mi delamo snežaka na kuhe Petri, korenček, gumbi, metla, lone, vzajmo skupaj si. Mi delamo snežaka na kuhe Petri, korenček, gumbi, metla, lone, vzajmo skupaj si. Drugo kepo potalimo, trebuh pelih ma snežak, z ogljem gumbe naredimo, sukniš nosi naš junak. Mi delamo snežaka na kuhe Petri, korenček, gumbi, metla, lone, vzajmo skupaj si. Mi delamo snežaka na kuhe Petri, korenček, gumbi, metla, lone, vzajmo skupaj si.
Cvetjoke pokotalimo, tabor pa namesto nog. Čevlja tudi sploh ne rabi, saj ne hodi naokrog. Mi delamo snežaka na kuge vetri, ko reče gumbi me v lalone, dajmo skupaj si. Mi delamo snežaka na kuge vetri, ko reče gumbi me v lalone, že snežak stoji. Kopala sta skupaj, vendar zaklada še vedno nista našla. Nato se je v Bleškirjevo glavo spotaknil velik velikan, ki mu je bilo ime Ajd. A so mu rekli Zvone, ker je okoli vratu nosil lep zvonec. Zvone je iskal izgubljene koze in bil zelo prestrašen, da ga bo oče kaznoval, če se vrne brez njih. Pikec mu je predlagal, naj jim da zvonce, da jih bo drugič lažje našel, a Zvone je zvonec raje nosil sam. Ko sta mu Leškir in Pikec povedala za zaklad, je pozabil na svoje težave in se jima pridružil pri kopanju. Vsi trije so kopali in kopali in kopali. Kopali tako dolgo, da je na zemljo padla prva snežinka. In druga snežinka in tretja in še vse ostale snežinke. Pokrile so zemljo. Začela se je zima. Kopali so dalje in niso obupali. Zemlja je bila črna, kamni trdi. Kopali so dolgo in ko je postalo hladneje, so ugotovili, da zaklada še vedno ni. Izmučeni in premraženi so prenehali kopati. Leškirju se je zlomila lopata, Pikec je ranil kopita, Zvone pa ni našel ne zaklada, ne svojih kos. Leškirja, Pikca in Zvoneta so pokrile snežinke.
Leškir, Pikec in Zvone so se tresli od mraza. Zakuriti bodo morali ogenj, drugače bodo zmrznili. Zvone se je spomnil, da zna zakuriti ogenj, zato je nabral nekaj vej in sena. Ko je ogenj zagorel, jim je postalo topleje, a vedeli so, da bo kmalu ugasnil, saj niso imeli dovolj drv. Tedaj pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Črno kamenje, ki so ga izkopali, je začelo goreti. Plameni so se razširili, bilo je toplo in snežna odeja okoli njih se je stopila. To je bil čudež, rešeni so bili. Vsi so se razveselili. Vsi trije so spoznali, da je to pravi zaklad, ki mi ga je obljubila žena. Črno kamenje je zaklad. Črno kamenje je bilo premog, ki daje toploto in moč. Leškir, Pikec in Zvone so zaplesali okrog ognja od veselja. Ugotovili so, da bogastvo ni vedno v zakladu in diamantih, temveč v stvareh, ki prinašajo življenje, toploto in srečo ljudem. Premog je pozneje postal največje bogastvo, lež in je ogreval domove ter poganjal vlake in tovarne. Trije junaki so zaklad pravično razdelili med vse ljudi na lešah, da bi vsi živeli bolje in topleje. Zakladi so velikokrat čisto blizu nas. Dobro moramo pogledati, da jih najdemo. Tudi vi dobro poglejte okoli sebe. Mogoče tudi vi najdete tak zaklad. Dragi otroci, ste že iskali zaklad? Vem, da ste še mladi. To pomeni, da zaklad še iščete. Mogoče pa ste ga že našli. Nekateri pravijo, da so zaklad otroci. To pravijo starši, kaj ne? Nekateri pravijo, da so zaklad prijatelji. Nekateri pravijo, da je zaklad lepa beseda, prijazen pogled in topel objem. Nekateri pravijo, da si zaklad ti. Da, ti. Kaj pomeniš ti? Dragi prijatelji, dragi domačini in vsi, ki ste danes tukaj zbrani, naj se nocoj v našem srcu in v našem kraju prižgejo lučke. Tiste majhne iskrice, ki prinašajo toplino, upanje in povezanost. Najprej jih prižgimo v sebi, v svojih srcih. Naj zasvetijo kot spomin, da nismo nikoli sami, da nas povezuje prijazna beseda, iskren nasmeh in občutek, da pripadamo. Potem pa skupaj prižgimo luči, ki bodo obsijale naš kok, našo pravlično vasico, kjer v teh dneh zadiši po domačnosti, po snegu, piškotih in pričakovanih čudežih. Sedaj pa k besedi vabim predsednika krajevne skupnosti Kok, Slavka Bedekoviča. Spoštovani, vsem, ki ste se danes v tako lepem številu zbrali na že tradicionalnem dogodku prižigu lučk, želim lep, dober večer. Med nami posebej pozdravljam ravnateljico osnovne šole gospo Natašo Kolar ter vodjo šole gospo Sabino Jurkovič. Posebna zahvala gre družini Kocjan, Ani in Roka za okrasitev naše pravlične kogovske dežele. Hvala tudi gospodu Jušu Borku, zaradi kogar se bodo naše lučke letos videle malce dlje. In seveda našim najmlajšim krajanom, ki so ukrasili smrehi. Med kulturnim programom otrok, šole in vrtca bomo prižgali lučke. Lučke, ki naj simbolizirajo mir, medsebojno spoštovanje in povezovanje ter predvsem sodelovanje drug z drugim. Za slednje bi se želel iskreno zahvaliti učiteljicam, vzgojiteljicam in otrokom za pripravo čudovitega večera.
ravno vi ste mu dodali tisto noto, ki ga je naredila resnično čarobnega. Otroci nas danes že 10. leto zapored učijo in spomnijo pristnosti, igrivosti ter iskrivosti, ki nam skozi čas bledijo in ostanejo pozabljene. Z mesecem decembrom vam želim, da se skupaj s svojimi najdražjimi spomnite vseh dosedanjih lepih trenutkov. Ustvarite nove spomine in zaživite s hvaležnostjo za vsako novo jutro, katerega se prebudite. Albert Einstein je nekoč dejal: obstajata samo dva načina, kako živeti svoje življenje. Kot da ni nič, čudež, ali kot da je vse, čudež. Tako vas želim opomniti tudi sam. Tako malo je treba za srečo, tako malo, da smo hvaležni in življenje je lepše. Ko se zavedamo čudežnega okoli nas. Veliko imamo, kar ostane samoumevno in spregledano. Naj v novem letu temu ne bo tako. Naj si večkrat drznemo povedati: hvala, rad te imam, drznemo objeti in biti mi. Želim vam prijetne praznike, polne topline in izpolnjenih želja. Kolikor se boste zvečer kdaj odpravili na sprehod po naši pravljični deželi in v nabiralnik odvrgli pisemce z letemi, se vam morda kakšna tudi izpolni. Pred mikrofon vabim tudi ravnateljico šole Natašo Kolar. Dragi učenci, spoštovani učitelji, dragi Kogovčani in drugi zbrani. December je čas, ko je dneva najmanj in ko se zdi, da tema prevladuje, noči so najdaljše, dnevi najkrajši. In prav zato prižigamo luči, da nas spomnijo, da svetloba vedno znova premaga temo. Luči so simbol upanja. Govorijo nam, da se svetloba vrača, da prihajajo nove začetki in da ima vsak izmed nas moč, da prinaša toplino in dobro tudi drugim. Za vsako prižgano lučko tudi mi prinašamo košček svetlobe v naš skupni svet. Luči nas povezujejo, spominjajo nas na toplino doma, na sprejetost, na povezanost in na skupnost, ki jo gradimo drug z drugim. V šoli, v družinah in v kraju. Ko gledamo praznično okrašene prostore, ne vidimo le okrasitve, vidimo trud, medsebojno podporo in željo, da drug drugemu polepšamo ta čas. Dragi učenci, učitelji, spoštovani starši, dragi Kogovčani, naj vas luč decembra spremlja skozi praznike in v prihajajoče leto. Naj vam daje pogum ob novih izzivih, toplino v trenutkih, ko jo potrebujete, ter svetov pogled naprej. Vse dobro v letu, ki prihaja. Zdaj pa je trenutek, da skupaj z odštevanjem prižgemo lučke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
lučke svetijo za vse, ki jih imamo radi. Ko zasije prva luč, se zdi, kot da se ustavi čas. Vse postane mehkejše, tišje, bolj mirno. Naj ta svetloba razsvetli naše poti in srca. Ko svetijo lučke, vemo, da smo nocoj prižgali nekaj več kot le lučke. Prižgali smo praznično božično veselje, upanje, povezanost in prijateljstvo. Naj sveti kok, naj zasvetimo mi. Noč me svet objame, občutek me prevzame, ki spomine prevodi. Srce jutra veseli, ko prekrita bo snežna podrobne stvari, so to zvezde na nebu vedo. Da za božice počutim kot otrok. Bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenja tok, ker za božičem spet kot otrok. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, stari posterji zaspim, le doma takoj zažarim. Daj objemi me spet močno, drobne stvari, so to zvezde na nebu vedo. Sladoledo rada vrnem se domov, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenja tok, ker za božičem spet kot otrok. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal zaman sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej prvi sneg. Sneg je zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat na me. Sneg je zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat na me. Snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Ko sem te vprašal, me ljubiš,
si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal zaman sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej prvi sneg. Otroci, kakšen zaklad pa si vi želite za Božič? Napišite Božičku v pismo. Če znaš risati, lahko narišeš tudi risbico zaklada. Božiček komaj čaka, da dobi vaše pismo. Pismo oddaj v nabiralnik v tej pražnični vasici na Kogu. Otroci, sedaj pa vas povabimo, da se z učiteljico in vzgojiteljico odpravite na iskanje skritega zaklada. Zaklad je čisto blizu vas. Samo ozrite se nakrog in poiščite tablo Skriti zaklad. Vse prisotne pa vabimo k druženju ob stojnicah, toplih napitkih in sladkih dobrotah.